V bistvu smo danes sprejeli podlago, da lahko pripravimo dokumentacijo tako daleč, da objavimo javni razpis za podelitev koncesije za obdelavo in za odlaganje komunalnih odpadkov za našo občino. To je v bistvu postopek, ki bo trajal še vsaj 3 mesece na tej papirnati ravni, potem bomo pa videli, kdo vse se bo prijavil in normalno, da je to posebej običajen postopek podelitve koncesije. Po moji predstavi sta v tem trenutku dva. Eden je na južnem koncu naše občine, drug pa na severovzhodnem. Seveda, govorimo o dveh možnostih odlaganja, to je regijski center Celje in pa bodoči regijski center Pragersko, kjer pa, kot sem že prej med samo sejo omenil, je v tem trenutku resnično tako malo znanih dejstev, da mi je mogoče že kar nerodno govoriti, kako se država neresno pripravlja na tako pomembne zadeve, kot je priprava pravilnikov in pa tudi same razdelitve Slovenije na regijske centre, kajti če v obstoječih regijskih centrih ni navedeno Pragersko, potem v obstoječih, potem ne vem, kdo je to pripravljal, takšno dokumentacijo. Seveda. Gre za tehnično vprašanje, kaj je obdelava odpadkov. In vse se da rešiti. Po mojih informacijah so pred kratkim pripeljali eno linijo, ki pomeni, če to usposobijo, pomeni, da je zadoščeno pojmu, kaj je to obdelava odpadkov. Samo odlaganje se pa tudi da rešiti na zelo različne načine, če upoštevamo dejstvo, da iz Novega Mesta v tem trenutku vozijo v Celje. Pri stanovanjskem podjetju gre pravzaprav za spremembo odloka o ustanovitvi stanovanjskega podjetja, ki se nanaša na dve zadevi. Eno je tisti 12. člen, ko smo prej slišali, gre za navzkrižje z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, kajti v našem obstoječem prejšnjem odloku oziroma v sedaj veljavnem odloku še vedno piše, da je župan po funkciji član nadzornega sveta. Seveda se sedaj to nekako tepe z določili tega zakona o integriteti. Zato smo bili prisiljeni spremeniti odlok, ker ne govorimo več o točno določeni funkciji, ki sodi v ta nadzorni svet, ampak govorimo samo o 6 predstavnikih ustanovitelja. Seveda pa v tem času pa jaz pričakujem, da bo ta zakon resnično spremenjen, v tem smislu, da bo to lahko tudi župan, v novem odloku pa tega več ne piše. In pa še nekaj, nujno je potrebno sprejeti sklep o dokapitalizaciji stanovanjskega podjetja Konjice, kajti v prvi vrsti gre za razbremenitev, namreč za njihove kredite v tem trenutku jamči proračun občine, kar pomeni obremenitev in tudi s tem nezmožnost najetja kredita za tiste osnovne potrebe ali pa investicije v občini. Po drugi strani je pa pred stanovanjskim podjetjem Konjice preureditev ali pa posodobitev kotlovnice, kjer pa seveda v proračunu nimamo zagotovljenega denarja, niti nismo razmišljali v tej smeri, glede na ostale obveznosti, ampak bo s tem, ko bo podjetje dokapitalizirano, lahko samo poskrbelo za zavarovanje kredita, da bo lahko že v letošnjem letu v glavnini uspelo izvesti preureditev kotlovnice in tudi zamenjavo energenta, kajti kurilno olje že nekaj časa ni več aktualen ali pa primeren energent za ogrevanje mesta. In predvideno pa seveda je, da bo glavnina toplotne oskrbe za ogrevanje iz obnovljivega vira, to je lesna biomasa, in pa v kombinaciji z zemeljskim plinom, pa seveda kogeneracija proizvodnje električne energije in kot stranski produkt tudi toplotna energija.
No, gre v bistvu za stvari, ki smo že takrat vedeli, da se bodo spreminjale, ampak nemogoče je vnesti v spremembe proračuna, dokler stvari niso dovolj jasne. Gre dejansko v glavnem za namenski denar iz naslova poslovanja z komunalnim podjetjem, za najemnino, ki se povečuje, hkrati pa to pomeni na odhodkovni strani, da je to namenski denar namenjen za investicije oziroma za vzdrževanje, ki ga upravlja javno komunalno podjetje kot upravljalec gospodarske infrastrukture. Dejstvo je, da proračun takšen, kot je sedaj, nekaj manj kot 12,5 milijonov, pomeni še vedno približno 115 tisoč evrov manj sredstev, kot je bilo v letu 2010. S tem pa, da je še vedno odprto za približno 4,5 milijone evrov na osnovi razpisov, kar bomo pa seveda zvedeli mogoče čez 14 dni, mesec dni, nihče pravzaprav ne ve. Gre za širokopasovni internet in pa drugi razpis posodobitev javne razsvetljave, kjer smo se tudi prijavili. In v odvisnosti od tega pa seveda lahko pomeni, da bo proračun ostal na tej višini ali pa da bo za približno 4,5 milijone višji, kot je v tem trenutku. Ja, sredstva za odkup dvorca oziroma celotnega kompleksa Trebnik so zagotovljena in naslednja faza je, da bomo, jaz pričakujem, da bomo že v februarju uspeli poplačati vse udeležence tega sporazuma in da čim prej dobimo izbrisna dovoljenja in postanemo zemljiškoknjižni lastniki celotnega kompleksa. To pa je ugodneje za nas zaradi vsaj 2, če ne 3 zadev, kajti v trenutku, ko postanemo lastniki, bomo tudi začeli pobirati najemnino, če temu tako rečem, in bomo del sredstev, ki bomo porabili za odkup tega kompleksa, že v letošnjem letu nadomestili z najemnino, govorimo približno 50–55 tisoč evrih. Po drugi strani pa nam bo to nudilo možnost, da se pojavimo na prvem razpisu, ki bo, kajti med tem časom, ko smo zbirali dokumentacijo, smo našli tudi gradbeno dovoljenje, ker samo spremenimo investitorja na gradbenem dovoljenju in imamo za recimo dvorec za B objekt že izpolnjene pogoje, da se pojavimo tudi na kakšnem razpisu, to, če drugače ne, vsaj na 6. razpisu strukturnega sklada in jaz sem trdno prepričan, da bomo do jeseni uspeli zamenjati streho ali pa postoriti še kaj več na tem objektu, da ne bi ostalo samo pri tem, da si nakopljamo neko breme, potem pa pravzaprav postane sramota, ne več gostinstvo Jelen, sedaj pa javna ali pa občinska. Ja, seveda, vedno lahko prihaja do kompenzacije, vendar je to postopek, ki ga morajo pravniki in pa finančniki sprovesti, kajti zavedati se moramo, da pri vsaki kompenzaciji je potrebna svobodna volja in sporazum okrog tega. Sedaj pa za nekaj tisoč evrov ogroziti sporazum, da postane dvorec Trebnik last občine, je pa malo huda. Vsekakor pa si bomo prizadevali v tej smeri, da se dolg gostinstva Jelen do tega našega podjetja poplača tudi iz naslova te kupnine, ki bi jo naj gostinstvo Jelen dobilo po tem sporazumu. Gre približno za 20 tisoč evrov, ki jih dolguje gostinstvo Jelen javnemu komunalnemu podjetju že kar nekaj let.